Na murskosoboškem letališču so predstavili restavrirano športno-turistično trisedežno letalo Libis 180. Letalo je po 50 letih ponovno poletelo in sicer po zaslugi Društva restavratorjev letal veteranov Maribor in njihovega predsednika Branka Bunderle. Obnova letala, ki so ga izdelali v ljubljanski tovarni Libis, je trajala več kot 10 let. Gre za zadnje in edino letalo, ki še obstaja tega modela. Zbrane je najprej nagovoril župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Nekako mi je kar odleglo, ker ugotavljam, da nisem edini cepljen na starodobna vozila in na tehnično kulturo, da je tu še eden, Branko Bunderla, iskrene čestitke za ta izdelek. Za skupino namreč somišljenikov obnavljamo starodobna vojaška vozila in povsem razumem tudi avtorja te rekonstrukcije ali renovacije, ko se ob 3 zjutraj zbudiš pa študiraš v kakem šraufu, kam ga boš dal in ne moreš spati do 6 zjutraj in potem najdeš rešitev in ko je izdelek zaključen in seveda je zadovoljstvo toliko večje. Zadovoljstvo je tudi zaradi tega, da je krstni polet tukaj v Rakičanu na našem letališču. Izjemno sem ponosen na naše, ki delujejo v tem klubu in hvala še za zadnji zahvalni polet, katerega sem imel tudi sam priložnost doživeti za vse, ki so najbolj pripomogli k temu, da smo dali prvo rundo COVID-a skozi. Peter še posebej, hvala za povabilo in gledajte, moderni letalski center, ki se nenehno izpopolnjuje, ima zelo dober občutek tudi za tehnično kulturo in eno je z drugim povezano. Torej, čestitke še enkrat, gospod Bunderla in vsi, ki ste pomagali, ker to je plod verjetno timskega dela in miren let in se dobro želim vsem, ki ste tukaj. Predsednik Aerokluba Murska Sobota, Peter Podlunšek, je ob tej priložnosti povedal. Prvo, iskrene čestitke, Branko, za tale masterpiece. In moram ti povedati, da smo vsi tule v Aeroklubu Murska Sobota in jaz osebno neizmerno ponosni nate, ker vemo, koliko truda je bilo vloženega in da se nekdo v teh časih loti takega projekta je že v bistvu občudovanje vredno, da ga pa izpelje pa še toliko bolj. In želim ti predvsem, da boš dolgo leto in da nas boš še marsikdaj obiskal na tem našem prekrasnem letališču v Murski Soboti. Še enkrat iskrene čestitke. Letalo Libis 180 je prvo letalo, pri izdelavi katerega so poleg lesa uporabili tudi plastiko. Prav to isto letalo je nastopilo v slovenskem kultnem filmu Vesna, registrirali pa so ga v Beogradu, saj nosi jugoslovansko registracijo. Branko Bunderla je o poteku restavracije in samem letalu povedal. Če vam čisto vse povem, kako je to potekalo, mislim, da bi po 1 uri ali pa malo prej me vsi všli, zato ker lahko bi govoril cel dan, če sem ga delal 10 let, oziroma smo ga delali, jaz, mi in vsi vi, kateri ste mi pomagali. Vsi člani Društva restavratorjev letal, kateri ste mi stali ob strani, najbolj pa družina in vsi ostali člani, prijatelji, letalska srenja, katera se je tu nabrala, ogromno je tudi opravičenih, kajti vedite, danes je delovni dan in jaz povsem razumem to zadevo, kajti sam sem že 9 let v penziji in si, da ne rečem, danes več ne bi drugače mogel predstavljati, če bi bil v službi, da bi lahko izvedel takšen projekt. Res je, projekt je trajal 10 let, vloženega je bilo preko 4000 ur mojega dela, par 100 ur dela mojih prijateljev, kateri so različni po svojih sposobnostih, znanju, tistega, kar pač jaz nimam, ker vse vi sami veste, da vsi nismo za vse, so pomagali, da smo pripeljali to zadevo do konca. V vseh teh letih so nekako se je dogajala nekakšna amplituda. Začeli smo z projektom ali letalo urediti in ga narediti takšnega, da bo za muzej, ampak pritiski so v trenutku tako močni postali,
da so fantje, ko so rekli, pa čisto malo še stisnimo, pa je to za v zrak. In pod sloganom Slovenski Libis nazaj na slovensko nebo smo se striktno odločili in začeli zadevo, kot se temu reče, smo rekli, da bomo v kratkem času, ampak dolgoročno bomo pa to letalo spravili v zrak. In tako smo ga. Letalo ni danes prvi njegov let, ampak je končalo pred par dnevi testiranje. Ampak, ponovim še enkrat, dobil sem dokumente 2 dni nazaj, da je letalo normalno plovno kot serijski civilni veteran in lahko leti po zadovoljeni po celi Evropi. Testno letenje, katere se je končalo v prejšnjem tednu, je trajalo 4 ure z 20 pristanki. Zdaj, nekako vsak človek pričakuje, da bi prvi let bil tisti, katerega bi iz delavnice dali letalo ven in ga enostavno leteli, ampak to tako ne gre. Sami veste, tudi velike kompanije najprej testirajo svoje potniške in vse ostala letala in šele potem se izvede prvi let. Je pa prvi let kot serijsko registrirano letalo današnji dan. Bunderla je po letu povedal, da bo letalo še večkrat poletelo, ne bo pa ga mogoče uporabljati za šolanje ali v komercialne namene, prepovedane so tudi akrobacije.